Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji slovesnosti ob odprtju novega kontrolnega stolpa na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Danes svečano odpiramo novi kontrolni stolp, osrednji objekt letališča Cerklje ob Krki, iz katerega se bodo krmilile in upravljale vse naprave za varnost ter kontrolo letenja in tudi druge letališke aktivnosti. Novi stolp bo med drugim omogočal letališko in priletno kontrolo zračnega prometa, delovanje meteorološke službe, letalske medicine ter nadzor letalskih komunikacij. Z doseganjem operativnih zmogljivosti letališča Cerklje ob Krki bomo lahko sprejemali vojaška transportna letala, omogočena bo vključitev v sistem zaščite zračnega prostora in, kar je najpomembnejše, učinkovit bo tudi v razmerah zmanjšane vidljivosti. Objekt je slovenske davkoplačevalce stal 10,8 milijona evrov. Od tega je vrednost samega stolpa 7,8 milijona. 2 milijona je vredna vojaška infrastruktura okolice letališča in 670 tisoč je vredna notranja oprema stolpa. Hvaležnost in ponos je tisto, kar me priveva v misli, da smo januarja 2009 podpisali pogodbo, da smo naslednji teden začeli z deli, da smo v roku dneva manj kot enega leta vgradili približno 4000 kubikov betona, približno 600 ton armature in, kar je še posebej pomembno in zahtevno, približno 100 ton jeklene konstrukcije za zgornji del letališkega stolpa. In prav to, ta zgornji del letališkega stolpa se mi zdi, da je pomemben vsaj stavka ali dveh. Namreč gre za izredno zahtevno konstrukcijo, ki je bila sprojektirana in je morala biti izvedena tako, da v jekleni konstrukciji ni nikakršnih notranjih napetosti. Poenostavljeno povedano, zaradi treslajev ali delovanja materijala, zaradi zunanjih ali notranjih vplivov ne sme priti do nikakršnih deformacij, kajti posledice bi bilo pokanje stekla in pa seveda motenje tudi tehnike, ki je v tem stolpu nameščena. Takšna konstrukcija je zahtevala perfekcionistično projektiranje in kasneje, to se pa lahko res pohvalim, je tudi dobila perfekcionistično izvedbo.